Danes sem na pogovor povabil Blaža Slaparja. Jaz mu pravim kar moravški Picasso, čeprav ga zaradi izjemnega talenta, ki ga premore, zdaj pozna že skoraj vsa Slovenija. Sem pa šele po koncu pogovora opazil, da je Blaž govoril nekoliko tišje kot jaz, najbrž iz uvidevnosti, ali pa samo mikrofonov nisem postavil v najbolj optimalen položaj. Se zgodi. Upam, da vas to ne zmoti preveč in vas prav toplo vabim v najino družbo in k zelo zanimivi debati, ki se je razpletla. Uživite. Blaž Slapar, lep dober večer. Večer. Bolj na glas boš mogel govoriti. Evo, dober večer. Dober večer, evo. Dec, tole je prvi večerni podcast. Zakaj pa prvi večerni? Zato, ker te čez dan ni mogoče najti, ni te mogoče nikjer ujeti, ker imaš obilico enega dela, je tako. Ja, trenutno res. Neko, kar jaz vem že skozi, ampak trenutno še več. Zgleda, da po 40, pred kratkem si praznoval 40 leta, je tako. Ja, 40. Se še malo jača, kaj je pol Zato me tempo. tolašaš, da David sosed je tudi 40. Še par mesecev prej, ne? Ja. Ej, zelo lepo te je videti, res. Sicer smo se kar nekaj cajta imeli, ampak je pa ratal. Se pravi, kjer je volja, Je tudi pot. tako je tudi pot. Evo, Jaz grem ponovno takle caj, že sicer spacko, danes sem pa izjemno naredil. Pa tudi, lej. Sem videl, da si tudi zelo skrben očka. Ne? To je Aha, nekaj, kje si pa to videl? Ja, vsakeč, ko te kličem, sorry, zdaj lih prebijam, sorry, zdaj lih moram umiriti, da mi ima žena ali otroka. No, pa veš, da imamo podobne obveznosti. Tako. Malo se sramujem, moram reči, da je Erika moja bila, ker nisem imel dela kot ti, tako da očitno Sandra zna. Kar povej, takoj na licu mesta, koliko imaš mulčkov? 3. Tri? 3 fante, Oskar, Filip pa Gabar. Ne, so 10, 8 pa 4. 10, 8 pa 4. Ko bo gledala čez 10 let ta video, da vedela, da smo to imeli. Wow, 10, 8 pa 4, ja, tam so te razlike v letih, tako kot pri nas. Je kar pestro, ja. Ponovno rečem, dajmo začeti na začetku in mislim, da danes nam bo nobena izjema tale pogovor. Dajmo začeti na začetku, lahko kar v osnovno šolo se butneva, se pravi, to je Tako. 30 let nazaj. Ja, že toliko. Skratka, slikanje, risanje, umetnost te definira in to smo že kot sošolci vsi tudi takrat in učitelji in vsi porajtali. Povej, kako si vse skupaj začel, kdo je mogoče prepoznal tvoj talent in tako naprej. Rekel, če razmišljam o tem, ne, samem ustvarjanju, ne, se izmer to zdel, da je to tista dodatna vrednost, kot človek pač ponudiš na, ne, ker se veš, vsaj če enega spoznaš, ne, jaz sem ta, ko pa delaš, in pa bi zmer, ne, v družbi kakšen, veš, kako pa nariše, in pa kar avtomatsko dobiš en status, ne tako, ja, on je pa neki, veš, neki je. In moram reči, da sem to zmer dobro izkoriščal. Predvsem takrat v obdobju, ko so bile punce aktualne. Sicer je edina, ki sem kdaj hotel, je žena. To že takoj povem. Ja, se to bomo tudi spot napisali, ko bomo editirali film. Ja. Erika, živijo. Ne, ampak res, ta risanje, tako no, tudi ta občutek, da lahko živiš od tega, kar res rad delaš, je dober občutek. No. Pa tudi to, da dejansko to delam, kar delam z veseljem, da lahko od tega živim, super. Zato pa tudi verjetno delam preveč. Ne. Ampak trenutno sem res v fazi, ki je tako zelo, imam zdaj učim na oblikovni, ne, kaligrafijo, oblikovanje pa zgodovino pisave. Tako dosti dinamično, potem popoldne slikarska šola, čez vikende pa po noč rišem, slikam, oblikujem. Tako da
rekel, res preveč dela, no, ampak ker te to res toliko izpolnjuje, Ja. to ne. Ja. Tako da to ne bi nikoli zamenjal za karkoli. Se, Včasih sem imel že kakšno idejo, da bi šel, ne vem, da bi pa kosil trave. da boš kmetoval, se. Ja, ne tudi to proti, bi jaz ti tisto šlo dobro. okolico, da vštem okolico neki, Ja. pač urejo, ne, sam pa to poletno oddelaš, pa vidiš, ne, to ni čisto zame za skozi. Ja, ja. Ne, tako da Se vse pravi, to premislek. Itek bova skakala, sem pa ke, se to vedno, ko se dobiva, tako proba. Vse nadoknaditi, pa kar nama ne ratuje, je to, da ne drživa rdeče niti, skačejo sem pa ke. Če sva že bila v osnovni šoli, daj mi povej, a si ti že od štarta vedel, prvi, drugi razred, ne vem, 5, vse en, da boš šel, ne vem, naprej pa itek polno oblikovno. Spomniš, ko smo imeli one sestanke s psihologinjo, ki je nekako probala pač pobrskati. Če se spomnim, iskreno povedano, se ne spomnim. Jaz se pa zato spomnim, mislim, da tudi noter nisem stopil, sem samo rad odprl, sem rekel, kje je una šola, ki rišejo. Rekel je oblikovna, hvala. Ja, to je bilo to, to je bil cel pogovor. To je bil cel pogovor. Okay. Mislim, da si nam kar odgovoril. Ja, in ona sploh ni kaj preveč, se niso kaj preveč kaj rekla, kako bi bil simpel, njen job, če bi vsi tako rekli. Ja. Pa žal otroci, tudi zdaj, ker smo še več upravka s temi dijaki, pa to ne, še unika se odločajo že za to, nimaš pa vseh občutek, ne, da res vejo, kaj bi delalo v življenju. Ne. Tako da to je kar blagoslov, da imaš to srečo, da se ne izveni, ne, pa da ti rata dolgčas, ne, pa da ne vidiš več izzivov. Ne. To je grozno, ne. Meni to osebno. Ja. Ljudje, ki se sprijaznijo s tem, pač to imam, to pač, pa je to. Ne. In se tudi to čuti, ta energija pri ljudeh, jo kar dobro čutiš. Prvo njih, ki vidiš, da so se nekako že pri 30 ali pa 40 že nekako dal, pač več ne bo šlo. Pa si ti sam kdaj podvomil, recimo, da je to, tudi lahko, recimo, kasneje? Zdaj sem podvomil, kakšna prva kritika tebe. Čist primer, ki je rekel, ti pa tako rišeš, da obrišeš, močno obrišeš risbe. Pa mi to tako živcira, zakaj vam tako misli, da jaz zdaj da to rob poudaram. Pa sem videl, da mogoče res, pa mogoče iz tega izvira, ker sem veliko, sejš, rišeš tiste Disneyve junake, pa like iz risank, oni so vsi tako narejeni, da je rob obrobljen, ampak pri realističnem risanju pa to ni res, so pa fini prehodi, včasih je dve ploske, ki prijeta, sta samo stik dveh ploskov, ni črte. In se pa prav zavestno s tem, ne sme moja risba delovati kot obris, ampak mora delovati kot prepričljiva tridimenzionalna podoba. In pa se veš, tisti trenutek, ki ti en to reče, se kar, zakaj pa njega nisem prepričal s svojim delom, pa sploh, ki si majhen, je to tudi lahko problem, ker nimaš še tako nekako zgrajene samozavesti, zgrajen, da bi rekel, vemo tvoj domet na tem področju, tako da se ne ovake preveč, ker vidim, da je namen tvoje kritike samo, da žalaš, ne pa konstruktivno, da bi resno se lahko zdaj pogovarjali o tem, kar ti misliš, ali pa jaz mislim. Tako da vem, bilo je tudi kar nekaj takih pač zanimivih primerov. Dobro, sploh s tistimi prvimi, se bo težje soočiti, se pol kasneje si jih pa itak filtriral. Pa predvsem denar. Denar je bilo tudi. Koliko računati. Ko si otrok, tam, ko sem bil prva naročila, da sem šel... Daj povej, kdaj se je to začelo? Ja, recimo, kdaj je tista prvi tak projekt bil? Da sem lih
leto, da sem prvič pri njemu, da sem risal v sobi. To je bil lih takrat, ko je Primož Peterka zmagoval. To je pa kdaj? Da je bilo to? Smedu, jaz sem hudo dober z datumi. 96, 97. Ja, to nek, ja. No, pa sem... Prejšnje tisočletje še. Ja, pa sem bil koliko 14, ne? 14-15 let. Ne? Aha, na pragu srednje šole pol. Ja, in se veš, ne, pač moja mami ne je sploh takšna, ne, je rekla, lej, da nož preveč računov. Ja, ja. To se veš, to je majhen kraj, pošteno, tako kot si uro delal, a ne. In so se pol združno, ne, z mami izmenila, Jurija računaš za material. To so bili še tolarji, ne? Da se če dosto preračunala, je koliko? 10 evrov. Ampak mama je bila tako, je rekla... Za pico. Za pico, ja. Ampak je rekla, lej, veš, da če už rekel tako, ti bo pa na koncu ti bo pa rekel, koliko pa del, ne? Ja. Pa itak vsak sam veš, da ne bojo, ne? Ja. In je bilo smešno, da sem enkrat risal cel dan. 2 dni, no, v bistvu 2 dni sem risal. Ja. In koliko ponavad, ne, rečem, dej, pač, koliko pa smo dolžni, sem rekel, pač Jurija je bil material, ne, in ponad moram reči, ponad so dali tam 3 ure, 5 ure, ne. Ja. No, ta je dala pa Jurija 250. Ne, to pomeni, veš, če bi danes nekako zračunal na ure, ko si jih takrat porabil, mislim, da 20 centov. Ja. Dobar, si se pač naučil se še ekonomsko plat svojega. Ampak zanimiva je bila reakcija od mami, ne, ko sem dan prvi, je rekla, kva? Od zdaj naprej je 3 ure material. Lekcija za vse vključene. Še mami se je zdaj, za nor se te pa novo. Ja. Veš, da ti zdaj tam garov, pa veš, stov na lojtri cel dan, veš. V glavnem, tako se je začela. To je zdaj, ki nisem videl, da ni bila nami. Živijo mami, a ne? Ampak je bila dobra lekcija, ne, da če se sam ne ceniš, te tudi drugi nojo, ne. To je bil še en zanimiv primer, to je bilo isto tam. To je bilo ta obdobje, ko sem pač Jurija material, to še ni bilo, ko je bilo 3 ure material. Ja. Sem štopil. En stric, ja čekal spa ti, ja, farbarju. A kariše? Sem ga, ja, kariše. Sem pa slišal, da zdrav. Takrat sem videl, ja, meni pa Jurija ni drago, pa to je material, ne. Niti nisem za del računal. Pa sem videl, da ljudje bojo govorili, kar bojo hoteli, koncev. Če nisi karkoli, da ti ni všeč pri tebi ali pa pri tvojem delu. Se pravi, si dosti zgodil gotovo, da moraš sebe poslušati. Ne? Takoj sem videl, sem rekel, pa čisto vse en, tudi če 10 ur računal, ljudje bojo govorili, kar bojo pač hoteli. Jaz sem takrat videl, to je to. Jaz bom zdaj pač normalno ceno, tako kot jaz mislim, da so poštene ure, ker pač je to določeno znanje, ki mogoče ga lih nima vsak. In je bilo to pač fajn, da je bilo že toliko malo, tako tak dogodek. Pa to je bilo dosti skupaj, to kako so me toliko malo res cenili moj del, pa pol, ki je bil še koliko si drv. Ampak, to smo pol čez dal, no zdaj imam srečo, zdaj pač pridejo ljudje, ki tako hočejo tvoje stvari. Dobro, zdaj te poznaš že praktično cela Slovenija, mislim, če kje sem pol to zanč videl na tvoji že kateri umetniški razstavi po vrsti, mislim, tvojih učencev in tako naprej, 11, ja, ne? V Farbar kulturnem centru, deva to povedati. Ja. Čisto vsi možni dialekti, mislim, res ljudi čisto iz cele Slovenije so prišli pogledati zadevo, fascinantna stvar, mogoče je bilo zanimivo, ogromna.
povedati, ne, iz tega vidika slikarske šole, ne, da nekaj se je zgodilo, ne, ko sem mogoče slutil moj mentor Zdravko Papič, ki je bil za in diplomo in magisterij, tako zelo, rekel, res profesor, ki imaš občutek, da je s tabo ti pomagal odrasti. In on je imel tako filozofijo, ne, da najprej življenje, ne, potem pa delo. Ne. Je znal videti svet okoli sebe, ne, kljub temu, da je bil velik mojster na svojem področju, ne, ga ni sam to definiral. Ne. In to zmer hočemo v življenju. Ne, da boš ti govoril samo tvoje področje, tisti, ki si močan, ne, ki veš, da veliko veš, ampak da probaš vedno ne, obzorje širiti, ne, spreminjati, probati ne, nekako vse življenjsko znanje. Ne. To, da hočeš, ne, da tudi sistem se je spremenil, ne, se veš, oblikovanje spletnih strani. Misliš, da znaš. Čez en teden boš že novosti. Ja. Ne, ti moraš skozi se učiti. Vsakodnevno. Prej, ko to preklopiš, da to ni zdaj več, kot da greš ti samo v šolo, pa je pol konc, ne, z učenjem, pa da je to vedno učenje. Ne. In moja šibka točka je velikokrat tale Wikipedija, ne, da te nekaj zanima, klikaš naprej, te zanima, pa vidiš še tam link na YouTube, to se je res zgodilo. Zajčja luknja, kako je že v prevodu. Ja, pa vidiš, 4 zjutraj, še Davida poklica, se dobimo. Se pravi, si bolj večerno-nočni tip, takrat prijaš mogoče tudi malo do časa zase. Tudi. Pa do kakšne dodatne inspiracije, pa tako naprej. Čeprav delam pa težko po noči. Delam zmeraj zjutraj, takrat sem takoj jutranji. Kako izgleda tvoj običajen delovni dan? Trenutno, da vstanemo, umijem Gabru zobe, ki je 4 leta star, z Oskarjem pa Filipom se malo kregamo, da morate pač zobe umivati. Bežno. Podobno prvenstvo. Z tega ne poznamo. No, potem to zrihtamo, jih peljem v vrtec, tako da smo v vrtcu tam 7:30. Tam se ponovadi srečava, rečeva živjo, če cajt ja. Greš na kofe, žal moram gledati. No, potem grem v službo na oblikovno, tam pač s svojimi dijaki, zdaj sem že razrednik, tudi eno zanimivo. Se pravi, razrednik na srednji oblikovni šoli, Ja. se pravi na tvoji bivši. Prvi so moji varovanci, Prvi, ja. Zelo prijeten razred. Res? Ja, No. tako da upam, da bo še tako ostalo, Okay. zdaj, ko se bo začelo obdobje ocen. A ja, točno, ja. Veš pa, ker naenkrat bo treba verjetno pri kakšnih malo bolj strog biti, ne. Ampak je zelo zanimiva izkušnja, tako da sem prav vesel, da sem del tega. Popoldne pa, koliko je že zadnjih 10 let, slikarska šola za otroke pa za odrasle, pa zvečer, pa kar mi ostane, pa še risanje, slikanje, pa zdaj še oblikujem tele moravške novice, tako da mi to tudi veliko časa vzame. Ja, pa še dobro, da si vzel čas, no, da še toliko bolj cenim, da si prišel sem. Thanks. Ni problema zdaj. Ampak, kako sem že prej rekel, če delaš tisto, kar delaš, sploh ne gledaš na uro. Na kaj si najbolj ponosen? Od vsega naštetega, recimo. To, da sem srečen v zakonu. To mislim, da če tega ne bi bilo, sem škorpion. Jaz veliko dam na ljubezen. In imaš res občutek. To bi bilo vprašanje, na kaj si najbolj ponosen, splošno gledano na življenje. To je zelo lepo, da si sam, samoiniciativno najprej to izpostavil, ampak kaj pa recimo karierno, poklicno, ker je toliko enih stvari, kaj bi pa klej izpostavil. Veš, kaj si vprašal, ker slikate ne more imeti rada nazaj. Noben logo ne more, kljub temu, da si zelo zadovoljen z njemu. Prideva na tisti del debate, ki si rekel, da moraš vse gledati malo bolj holistično. Ampak ja, to če rečeš ponosen. Ja, se mogoče ni ta prava beseda, ja.
Ne, v bistvu je, ne. Ja. Ampak veš, ponosen sem ne na to, kako rekel, na izdelek, ampak na naš odnos sodelovanja. Jaz imam zelo dober odnos z Branko Bizjan, ki je pri rokodelcih, veliko teh knjig, njihovih logotip, potem tuštanci, ne, tole prvomajsko srečanje, imam tele naslovnice, zdaj že kar, mislim, da od 15. srečanja naprej, ne, s Francijem se zelo dobro dela, ne, Iztok Urbanija, ne, tudi en sodobni mecen, ne, ki zelo rad vlaga v te, rekel, malo kvazi, rekel že, ne kvazi, ampak mu je bolj poudarek ne toliko, rekel, naprimer, naredimo veliko koledarja, ampak mu je bolj ta umetniška sporočilnost pomembna, kot pa sama funkcija koledarja, ne, da seš zmer, ne, problem umetniške interpretacije koledarja, ne, a se lahko zdaj piše hodno koledarja, ne. A lahko je pocagnem ali ne? Ne smeš, ne, ker to je, rekel, umetniško oblikovalsko delo, ne. In potem je zmer, spomnim, Ranko Novak je bil tudi en izmed profesorjev, ne, prav en plakat v koledar, ne, oblikoval, prav v svojem uvodniku napisal, ne, da tale koledar ne bo za njegovo mamo, ker prav, da sicer so lepi njegovi koledarji, ampak ona rab napisati, ne, za svoje rojstne dneve. Mora biti praktično uporaben. Mora biti praktično uporaben. Tukaj je zmer ta konflikt, ne, kaj je zdaj, ne, umetniško, kaj ni, ne. Tudi recimo tudi Moravške novice, čist primer, ne. Imaš tekst, ki ga je ogromno, ne. In zdaj seveda, funkcionalno je, da se pač tekst da na čim manj strani, ne. Deljeno iz 4 mora biti, ne. Zdaj, a je 16, 20, 24, ne, to je zdaj stvar debate, ne. Potem pa pride, ne, ta del, ko vprašaš župana, ali jaz lahko kakšno stran umetniško naredim, ne. Ne? In tukaj je zdaj pol, a je posluh za to, a ni, a ne, a mu je za to, da je kakšna stran, pa mogoče, ko že odpreš, veš, da je drugače oblikovana, da je pač pristop bolj, a ne, da probaš skoraj umetniško že narediti. Pa moram reči, no, da trenuten župan je temu pač naklonjen in tudi ceno. In to pač mi je všeč, ne. Potem, če gremo naprej, veliko na eni točki ugotoviš, ne, da a res hočeš delati te natečaje, ne, državne natečaje, ne. A hočeš, ne, v svetovni, ne, neki pomen, ne. Ali hočeš delati za okolje, v katerem si. Jaz se je pač odločil, da mraš tukaj. Bravo. Ne, pač se ne udeležujem teh natečajev, ne, pač delam raje, ne, ker ta breku feedback, ki ga dobiš od ljudi, ki jih poznaš, ki so veseli, da si, ne, ki so zadovoljni s tistem, kar si naredil, ne. Meni je to več vreden, kot pa da ti ploskaj na dvorana, naprimer, ne. Bravo. Bi rekel. Si se približal ljudem, torej, ne. Ja. Mogoče vprašanje kle, a nasplošno, recimo, umetniške duše ali pa uveljavljene, prepoznavne umetniške duše, ker ti na koncu si, ne, a je običaj pri njih, da tako radi, pa nesebično talajo svoje znanje naprej ali ne. A veš, kaj hočem vprašati? Ker ti si zelo nesebičen v tem, ne, zelo rad daš naprej to, kar znaš, a veš, učiš, logično se imaš tudi ne, svojo slikarsko šolo in tako naprej, ali več še zmer tistih, ki se malo raj bolj zase držijo. Da bi rekel, da določene oblikovalske skrivnosti zadržiš recimo, ja. Zase. Recimo, ja. Jaz moram reči, da sem kot študent, ne, na akademiji zelo srkal, kar so mi različni mentori dali. In tudi vidiš različne pristope. Ne. In so bili od skrajno sebičnih, ne, Ja. in tega, ki sem jaz pol izbral za mentorja, ker tudi malo ni bil. Ne.
Lej, vsi lahko rečem, da so bili strokovni, da so bili seveda mahari na svojem področju, ne? Ampak če pa govoriva iz pedagoškega vidika, pa ne morem reči za vse, da so dobri pedagogi. In ta sem tudi videl, ne, pri velikih je bilo malo tako najprej dizajn, ne, potem dolg nobenega, pol kup dreka, pa ostali ljudje. Tako, a je to pravi pristop, a ni, ne, to je zdaj pač, to se izmer lahko sprašuješ, a s tem, mogoče mislijo, da svojo kult osebnosti gojijo s tem. Ja. Ampak glih ta, moj mentor, ki je bil, res nikoli nisi tega čutil. Spomnim, da so se usedla, da bojo predebatirala temo, pa nekako vprašanje, ki se bo lotevala v diplomski. Mislim, da se tam okrog 2 sva se usedla, šele ob 10 sva prvi sploh odprla to temo. Vse prej sva govorila. Ujela kot človeka. Tako. Ja. Daj mi povej nam vsem, v končni fazi na tem mestu, kje te lahko ljudje srečajo in konec koncev vzamejo za svojega umetniškega mentorja. Se pravi, ti imaš le slikarsko šolo, na katerih lokacijah učiš, koga učiš, kdaj se to dogaja? Par stavkov še o tem. Popoldne je zmeri, so slikarske šole na večjih terminih. Zdaj ženo sva že uspešno proti koncu tudi izdelave hiše, kjer sem naredila svojo učilnico, tako da veliko teh terminov je zdaj tudi pri nama doma, na Gorici, Barbar Center. Potem v Domžalah, jaz na teh šolah najemem prostor. To so osnovne šole. Domžale je v Novenca Perka, osnovna šola Trzin, počasno sem imel še v Kamniku, trenutno mi malo zaradi urnikov težje tam speljem, ampak to je zmeri stvar dogovora, vsak 1. oktober. Ampak moram pa reči, da mi zmanjkuje časa za kakšne bolj zmeri, so kakšne risbe, slike, da nekaj narediš zmer, da probaš. Jaz vsakmu v svojem tečajniku rečem, ne tekmovati iz sosedom, iz razredom, iz drugih skupin ali pa iz okolja, ampak tekmuj, če že moraš, tekmuj s sabo. In pol, ko to narediš, se mi zdi, da tudi lažje dihaš, nisi, te ne duši to, pri enih je ta tekmovalna narava kar močna, in se to hitro čuta. Sicer jaz nimam nič proti tekmovalnosti, ker se mi zdi, da tekmovalnost tudi producira lahko zelo dobre rezultate, pa velikrat je ta, njihov občutek, da se bojo sramotili. Mogoče tudi zaradi tega, ker zdaj nekako se že ve, da na koncu je razstava, kjer pride že kar lepa številka ljudi. Izdamo tudi knjigo, kjer so noter izdelki iz tistega šolskega leta. In čas to malo začutam, da kakšni se tudi malo bojijo. Jaz bi res prišel se sam osnov učiti, in ponavadi si kar premagajo to, da pol vidijo, če se poglobiš v izdelka, če sploh velikih je risal na zadnji osnovni ali pa v srednji šoli. To je tudi malo razlika, ker ti pa, ki si odrasel, tudi malo drugače si kako bi rekel, ker znaš sedeti, da se znaš fokusirati na tisto, kar delaš. Tako da načeloma v bistvu sploh ni problemov. Starostne omejitve torej ni. Tudi ni. Se pravi, parjavo, pa kdor se želi, se lahko prek tvoje spletne strani. Pokliče, pride na tečaj, itak dela vsak drugače. Jaz imam pristop, da verjamem, da če rišeš, ustvarjaš, slikaš tisto, kar sam želiš. Nekdo bo hotel delati fantazijsko ilustracijo iz glave, potem je pristop čisto drugačen, kot kdo, ki hoče si postaviti eno tihožitje, pa to naslikati.
kdo tudi kakšne portrete, figure, ki jo pač postavimo, a ne, tudi akte smo že risali, slikali, ne, tako da Super. rekel, ta razpon, mislim, da je nekaj, ki doprinese k temu, da jim je fajn. A ne, ker jaz verjamem, če bi jaz nekaj postavil, zdaj pa vsi to rište, ne, to ni zdaj študijski, tiska hoče, ja, ne, ampak predvsem je to na eni ravni tudi, je to bolj rekreativno risanje za nekoga, ki ne. Enkrat se spomnim, ena gospa je prišla, Blaž, prosim, ne mi težiti z likovno teorijo. Jaz bi sam nekaj lepega narisala, da ko bojo prišle prijateljice, da sem lahko pohvalila. Ja, da bo lahko kuhno obesla. Da bo kuhno v jedilnico obesla, da to ona Vse to je dober motiv, ne? Zakaj pa Čisto ne? dober motiv. Da daš iz sebe Lej, in konc talenta. vsakič, ko sem prišel do best. nje, ko sem ji delal korekture, a ne, sem probal biti čim bolj jedrnat, ne, da ni nobenih teoretičnih, a ne, ker sem videl, da ni Ja, to. ja. Jo dejansko ne zanima, Ja. ne samo nekako, ko bi prišla do čim boljšega rezultata. Super. To je to. Cool. Da mi povej še par besed o telih, mogoče telih zgornjih, ki se malo ne vem, če se sploh karkoli vidi. Bo pa slikce vmes dala. Ja, bo kakšno slikco vmes dala, ja. Recimo kaj je tale klele, desno, spod v kotu. Ja, tole je- so bili, rekel, v študijskem procesu magisterija, ne, sem hotel se poglobiti v oblikovanje plakatov in sem za filmsko temo zbral filmske režiserje pa filmske žanre. In pol 10 plakatov na vsako temo narediti, ne, in pol sestaviti, rekel, kompozicije, ne, kjer si zelo osvobojen praktičnega, ne, ampak da si res globoko v tem, predvsem v kompozicijskem smislu, a ne vsebinskem, a ne, ker pač vsebinsko filme zelo dobro poznam. Tale zadeva gor. Je pa Michael Mann, režiser Vročine, Collateral, poznaš kaj? Ne, se do, tega, do filmov še prideva, pa do tega tvojega filmofilskega značaja, kako se že temu reče. Ja, zelo rad modro barvo, ne? Tudi barvna paleta njegovih filmov je modra, prevladuje, ne? Nekako izhodišče iz tega, pa pač čisto tipografsko, kot en lettering, ne? Iskanje zanimivih kompozicij, ne? Ker same črke, ne, se vemo, so umetno zase, ne? Vsaka črka je bila od nekega tipografa oblikovana, ne? In že to je čas, če povečamo črko, že lahko užitek sam po sebi. No, da je še enega zbrati, recimo tale za tabo. Kubrick poznamo, To pa poznamo. Odiseja v vesolju. Ja. Mislim, da je to lelih izsek iz filma, kjer sem popačil na način, da dobimo prostorsko perspektivo. Ampak sej, vsak plakat lele Ja. se lahko poglobimo predvsem v estetiko njihovih filmov, iz katerih sem črpal pol navdih. In je kar, mislim, da je v redu rad. Zelo lep prehod v bistvu v svet filma, a ne? Ki pa je v bistvu kaj, je tvoj hobi. Hobi, to je čist hobi. Ja. Spravom, Blaž Slapar ima tudi hobije. Tudi hobi. Pišemo, oblikujemo, pa gledamo filme. Aha. Daj mi povej glede teh filmov. Jaz vem, da ti delaš evidenco nagrad za filme, evidenco kaj dobljenih Vse. Oskarjev, česa še, pa od kdaj naprej. Ma ne, to je bil en trik, kako učarati predvsem punce. Aha, ok. Povej mi, kdaj se je tvoj oče rodil, pa ti povem, kdo je dobil Oskarja tisti let. Dobro, ampak rezultat je pa fascinanten, ne? Ti dejansko veš skoraj za vsak Oskar posebej, ne vem, Skoraj za od takrat, vsakega, ko ja. obstajajo skoraj. A veš, no? Veš, kjer je dobil Oskarja, ko si se mi rodil? Nimam pojma, da mi povej. Gandhi. Gandhi? Ja. Ne pa gledam bil pa E.T. Vesoljček. Koliko? Aha, ok. No, tako da- 82. tako, E.T. Vesoljček. 82, Ja, E.T. se smo vsi Vesoljček. malo vesoljčkasti. Pa so tudi poseben let, kaj E.T. Vesoljček je bil najbolj gledan film vseh časov, do tistega trenutka. Ne? Pa smo imeli rekord do 93. Ker
bil Jurijski park. To je bilo. Se pravi, ok, pa sem jaz, se pravi, nisem statistika Oskarjev in tega, ampak Ne. si šel malo globje v to zadevo. Najbolj beden prizor v mojem življenju je nekaj, tako recimo 3:30 ura, ne, in ko imam te lestvice 100 najboljših dram, 100 najboljših akcij, ne, in pa se kregam sam s sabo, ne, a je na 41. mestu boljši kauk na 42. mestu in to je res beden prizor. Sam je pa to, da je nek tvoj specialen lušt, ne, mislim, da dobiš Ne, pa vsak film, To ki je tvoj pogledam, ga ocenim. In vsakič 1. januarja si odspot napišem, pri kateri številki sem ostal. Zdaj že 15 let, vsak let vem, koliko filmov sem videl. In kam to dokumentiraš? To imam datoteko. Aha, da to teko. Čist, Okay. simple Začel si verjetno design. zvezek, pa si Tako. spravil, Pa sem pa to vse digitaliziral. pretipkal in pa se mi je zdelo, da je bilo zanimivo. Eno leto sem imel, koliko pa sem jih letos videl, ne? Ja. Poprečno. Ne? In pa rekel, zaenkrat je rekord 296 v enem letu. Filmov si pogledal. To je zaenkrat rekord. Nekaj je pogled, nekaj Povprečje je pa... pa tam Ja. 250. Ampak to se šteje samo če sem ga gledal pri polni zavesti. Če sem mečkin zaspal, ga ne smem opisati. Aha, Naprimer, Wow. da si zaspal. Ne, Ja. ne moreš, ker pač nisi to strokovno ocenil. a ne. ja. In to so tudi bedni prizori, ki pa veš, še enkrat file gledati, Ne, samo meni je zato, to- da bo ocenil. ne. Ne, to je, mislim, nekaj je film si pogledati, nekaj je pa pol, to si zapomniti v filmih, pa v igralcih, pa v žanrih, pa vse, Ja. kad si ti Časem še zapomniš, ne. vedel številke, koliko je en film zaslužil. To je bilo kar, to je zdaj mačkin, ker so te številke ratale malo brezvezne. Ker te filmi, ki so, ne, to je tudi nekaj, ki se mi zdi zelo zanimiv, ne, da lestvica, naprimer, 10 najboljših filmov, ki nekako po kritični oceni, naprimer leta 72, je bila skoraj ista lestvici 10 najbolj gledanih filmov. Danes sta to čisto različne lestvice. Ne. Rekel, filmi 10 najboljših, ki so najbolje kritično ocenjeni, skoraj nobenega ni na lestvici najbolj gledanih filmov. Ne. Razumem, ja. To veliko pove o kulturi gledanja, ne, filmov. Ne. Čas ni bilo problem težko dramo gledati, kot je recimo Botar ali pa Ja, ne, ja, ja. Sting ali pa Ta zmožnost koncentriranja, ne, da je mečken padla. Čas sem res šokiran, ne, predvsem oni filmi iz 80-ih pa 70-ih, ko tako gledaš film, pa si rečeš, čak, a to je bil najbolj gledan, ampak je treba razmišljati. Ne. Ja, Danes, ni tega. že na začetku filma veš, kako se je končal, veš, da v kinu več ali manj, ne, Spider-Man, kjer je že 28. Vsaj, ja. Vsaj ne. Žal ni več tega. Ne. Tudi kultura gledanja filmov. Lih včeraj smo bili v kinu, ljudje se ne znajo več obnašati. Ne. Ja. Prišel je varnostnik vmes in je rekel, da bo ven zmetel ljudi, ki delajo kraval, ker pač Ja. eni so pa tudi prišli v miru pogledati film. Ja, Tudi meni, ne. Kako smo sploh prišli do te točke, da nekdo plača 6-7 evrov za film, potem se obmetava s kokicami, Ja, a ne, dela z gago. Dela z gago, ne. Veš, to je nekje problem. Ej, a obstaja slučajno kakšen, ne vem, klub ljudi v Sloveniji ali pa nasplošno poznavalcev filma? To jih je veliko. Ja? Sam mislim, da mi tudi zaenkrat še en ni bil všeč. Aha. Ja, se pravi, Ne, zato, ker samo težko, da obstaja, ne vem. vsak ta prav filmofil, ne, Ja, misli, da je njegov okus najboljši. ja. In skoraj ne prenesemo misli, ne, da ti misliš. Samo toliko zagriženih, pa s tako bazo znanja, kot si ti, jih je malo verjeten. Verjetno jih je. Jaz jih nekaj, jaz jih ne ampak, poznam, pa marsikdo drug tudi ne, tako da vsaka čast. Da mi povej, 5 filmov, 5 različnih žanrov, ne vem, komedija, grozljivka, akcijski film, kaj imamo še, animirani film, drama. Tako. Evo, ki ti pridejo na misel, zdaj pa so po tvojih ocenah tako.
rekel, težko. Mogoče kot priporočilo dava. Kot priporočilo bi rekel. Evo, akcija. Akcija bi rekel Vročina. Vročina. Al Pacino, Robert De Niro, a ne tudi ta počasno, kar je v bistvu drama, se postopoma gradi napetost in polk izbruhne do spopada na ulici, je nekaj, ki je v akcijah zelo pogrešano. Ker ponavadi tipična akcija je sam rom-pom-pom, na koncu prideš ven, kaj pa je sploh bilo, ne ostane velik. In podobno problema je tudi komedija, ker zmeraj je ta občutek, da morajo, da se mora človek smejati, vsake 10 minut, vsako minuto. Tudi problem sodobnih akcijskih filmov je tudi v tem, da umetno delajo akcijo. Že ti rezi, ki so montažni rezi, ki skaka, ki imaš občutek, da se dogajajo, resnice pa ne. Komedija? Bi pa rekel, nekateri so zavroče. Sicer stara, Billy Wilder. Nekateri so zelo? Nekateri so zavroče. Nekateri so zavroče. Vse povezano z vročino zaenkrat. Jack Lemmon. Jack Lemmon, Tony Curtis, Billy Wilder. To so bili filmi, ki bi rekel, da so... Dramo še. Drama. Mislim, da več kot so botri težko najdeš. Sploh prve dva dela. Kompleksnost zgodbe, kvaliteta igranja, režije, fotografija je sploh zelo opazna. Ampak vsi segmenti glasba, vsi segmenti se tako poklopijo, res težko. Redko, ki je grozljivka? Grozljivka Psiho. Sicer mogoče letnik 1960, zdaj za te sodobne gledalce, pač film se vidi, da je star, ampak če odmisliš to, če imaš to sposobnost gledanja filmov, starih filmov, da ti to odmisliš, bo zelo kvalitetno gledanje. Animirani film? Levi kralj. Težko. Kako pa to? To pa nisem vedel. Nikoli nisem nobenega narisal v šoli. To je pa zelo lepa, rekel... To tudi malo definira skoraj že, levi kralj. Že skoraj, Čas imam občutek, da živimo v zgodovini. Veš, ker je bilo otroštvo toliko lepo, da se mi danes se zdi tako nekaj površno. Lepo si to povedal. In tudi moram dati zaslugi, predvsem mami. Prvič, ko sem šla v kino, bila pač en film in jaz sem mislil, da so v kino. Mami si se rekla, da so v kino, ampak v resnici smo šli gledati, včasih še predvajali v knjižnici. Jaz sem mislil, da je to kino. Ja, itak. Seš, starši se včasih niso toliko preveč razlagali. Ja, seveda. Zakaj bi to. Dokler si bil happy. In pa kaj videla, ko sem vse te članke zbiral, vse vdaje posnel, kada še VHS pa čakati na vdajo v vrtincu. Spomniš v vrtincu? Ja, se spomnim. Da boš vse posnel, pa boš pa lahko večkrat pogledal, pa zamrznil sliko, pa kaj narisal. In kaj videla, vse to navdušenje, se je odločila, da bo presenečenje in je rekla, da gremo le kralji. Ti si ne moreš predstavljati ta... Jaz mislim, da ko bom star 70-80 enkrat na smrtni postelji, da bo še to še zmer vir življenja zame. Wow. Veš ta občutek, koliko lepo stvar sem doživel. Bravo. In jaz sem bil takrat toliko star, da sem bil še pač otrok, ampak bil sem tudi že toliko star, da sem vedel, kako, da morajo to narisati, da je to risanje, da je to ogromno dela, da je to režija, da je to glasba, da je to, veš, da je vse to sestavljeno. To v zadnje sem že pač vse poznal, tako da, veš, da ta miks, te naivnosti otroške plus malo že tega profesionalnega in moram reči, da pa je bila še ta zanimiva stvar, ko sva prišla v kino, sem rekel bratu, dej, je rekel, da so kaj vsedla, kaj je napisane. Sem rekel, pa dej, ne bo, kle bo zdaj televizijo pa nesel, če mi da tam na sred, mi da noč videla. Ne deva se kar spredi usedati, sem bilo pa toliko ljudi,
Ja. Se ga, ok, pa pač gre, sam, ne vem, kako bo to fajn. Ja. In pa tisti prvi prizor, ki me je ne butno. Wow. Je meni se zdi, če bi me snimil takrat, to je bil, ko bi bil transom. Wow. In tudi, ko sem ven prišel, jaz sem to še en teden. Še zdaj mislim, da je to verjetno najlepši dan v mojem življenju, poleg pač poroke, pa rojstev otrok. Bravo. Da je to tam. Ja, lepo. In ta ljubezen do filma, mislim, da je mogoče celo to, da hočeš z vsakim gledanjem novega filma, da bi hotel ta občutek spet podoživeti. za trenutek podoživeti. Kaj je še zanimivo? Brat je umrl, 99. Moje otroštvo, tisto, se spomnim, tam 89. Ampak gledaj, Disneyjeva renesansa, ki so te najboljše risanke, je uradno se šteje od leta 89 do leta 99. Ki je moj brat umrl, je to v bistvu en simbol konc mojega otroštva. Prav povezan, če se prej 89 se ne spomnim. In sem imel srečo, sem lih v najboljših otroških letih, v bistvu najboljše z področja animacije doživel. In to je ta odločitev mamina, to bom večno hvaležen. Super, jaz mislim, da ni lepšega kraja za zaključiti, recimo, ta večerni pogovor v tvoji družbi, mogoče sam za finiš, jaz bi se lahko menil, vse veš, še ure in ni rečen, da ne bo naredila še kakšen srečanje, pa ga posnela. Daj mi povej še en quote, en citat. Najljubši ali pa najljubši v bistvu med ljubšimi. Verjetno iz Von po ženski od Al Pacina. When the shit hits the fan, some guys stay, some guys run. Pa če si še nekaj predstavljaš, Pacino. Ampak glej, jaz mislim, da je to zelo danes, sploh, ko so marsikjer moški, ni moški, vsi so bolj tako, ker so metulčki v trebuhu, bom ustrajal, takoj, ko pa problemi, bom pa laufal. Veš, mislim, da, ko gledaš film Metul, naprimer, Steve McQueen, ki je žrtvoval cel svoj življenje za eno idejo, da so ga mučili, da je bil v zaporu, zato ker je nekaj ustrajal. V današnjem svetu si to kar težko predstavljam. In ta rekel, odlika ljudi, da vidiš, da ima vsebino, da bo za to vsebino tudi znal udrti, tudi jo pač včasih tudi neelegantno predstaviti, je nekaj, kar lahko cenimo. Pa upam, da sem tudi sam, da pač se veš, vsak ima slabosti, ampak da probaš biti tak, da probaš, da nisi ki laufa stranke ogen v streh, ampak da si ki bo vstal, ki se lahko zanese imate. Blaž, hvala ti lepa. Hvala tebi. Se vidiva naslednjič. Tako, ko bo zihar malo. Ajde, lepo se imejte. Čau. Živite. Čau.